Kreativna blokada. Težave s pisanjem tekstov. Razkrivava nasvete, kako postati boljši tekstopisec. Dober dan, dobrodošel v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je moja prečudovita sodelavka Gaja z mano. Govorila bova o storytellingu oziroma kako postati boljši tekstopisec. 78. oddaja je tole, zato vse, kar želiš vedeti v zvezi z njo, najdeš na pointout.si/weekly78. To je pointout.si/weekly78. Mogoče še to, prejšnjič je bila z mano Lucija, govorila sva pa o influencerjih. Tako da ja, ok, to je to, kar sem imel povedati za začetek, zdaj pa kar mogoče predajam tebi besedo, Gaja, da poveš mogoče prvi tisti nasvet, kako postati boljši tekstopisec. Ja, prva stvar, ki se mi zdi najbolj pomembna, je definitivno beri. To je pomemben iz dveh vidikov, in sicer širi tvoje besedišče, svoj slog potem tudi lažje prilagodiš svojim bralcem in pa seveda splošne razgledanosti. Veliko lažje boš napisal različna besedila, če boš veliko vedel o različnih stvareh. Tako da to je definitivno najbolj pomemben. Mislim pa, da bi si mogel vsak v dnevu vzeti vsaj 1 uro za branje. Zdaj, to je potem vse odvisno, treba je biti odgovoren za svoje dejanja. Zdaj, ne vem, če bi lahko rekla prisil se, ampak to je esencialno dobremu tekstopiscu, no, definitivno. Ja, pa mogoče jaz v to 1 uro ne bi štel vse tiste, ne vem, športne članke ali pa neke novice, ki jih bereš na RTV, 24 ur in podobnih portalih, ker tisti članki so tudi sproducirani relativno hitro, ni mogoče res tistega pravega copywriterskega inputa notri, pa brez zamere vsem novinarjem, ki verjamem, da sicer zelo čudovito pišejo, ampak tukaj bolj misel v tisne, da si vzameš čas in prebereš mogoče neko leposlovje, če pišeš v slovenščini, oziroma da tudi mogoče, če pišeš v angleščini, neke tuje knjige, kot tudi knjige, s katerimi boš nasploh izboljšal te skillse, se pravi neke konkretne nasvete, v katerih pišejo, kako postati boljši copywriter in tako dalje. Zakaj je oboje dobro? Kot je Gaja povedala, širiš besedišče, spoznavaš nove sloge pisanja in tako dalje. Jaz bi tudi priporočala, da si magar počrtaš oziroma izpišeš fraze in besede, ki so ti všeč, ki so ti bile privlačne, zaradi katerih si nadaljeval branje, da potem lahko v bistvu to uporabiš v svojih besedilih tudi, ne. To se mi zdi zelo, zelo dober nasvet. Je pa, kar opažam pri ljudeh, dostikrat pravijo, da ok, zdaj pa začnem nekaj pisati, ampak se mi pol zatakne. Enkrat sem prebral od enega copywriterja, mislim, da je bil relativno znan, je rekel, ok, jaz naletim na tako imenovan writer's block, kar pišem in pol kar zadeve nekako pridejo do mene. Kako ti gledaš na to? Ja, zelo težko se je prisiliti nečemu, ne. To je tako, kot če bi se jaz ful najedla in bi pol videla en krof in bi ga hotela pojesti, ampak pač ne bi bila lačna, ne. Meni se zdi to totalno brez veze, ker kako boš naredil nekaj, kar bo drugim všeč, če sam nisi v tem, ne. Tako da nikoli ne vemo, kaj bo iz tega tudi pol nastalo. Jaz nekako razumem logiko, je pa tudi res, da tukaj bi kar dodal, da se tudi s tabo ne strinjam najbolj. Včasih je mogoče celo boljše narediti en premor, vse pustiti pa prespati ali pa delati nekaj popolnoma drugega. Jaz saj tako opažam recimo pri idejah, ko se ful trudiš nekaj spomniti, potem ne gre, ko začneš delati neko monotono zadevo, veliko ljudi začne pospravljati ali pa ne vem, gre nekaj sestavljati. Zdaj sem bil glih na enem vikendu, smo z Lego kock delali, tako da ene zadeve resne sicer, da ne bo kdo mislil, sem se sam igral. Tako da ja, tako da delaš nekaj monotonega pol, ali pa ne nazadnje tudi kreativnega, ampak ni povezan s tem, hitreje prideš do mogoče nekega breakthrougha, nekih novih idej. Zdaj, če imaš ful veliko idej, je mogoče dobro premisliti o kakšnem dnevniku ali pa pisanju bloga, da lahko v bistvu vse te ideje, ki jih imaš, nekako preliješ na papir. To je zelo dobra vaja, tudi če se to ne uporabi
poslovno, tako da piš povsod, zato je tudi zelo dobra beležka v telefonu, jo imamo vsi. Zapisuj si fraze, zapisuj si predloge za naslove, mogoče kakšne šale, celo, ki jih lahko potem uporabiš v svojih delih. Pa včasih je tudi fajn, da sam sebe toliko dobro poznaš, da veš, kaj pri tebi tisti nek sprožilec, nek trigger, ki te spravi v to, da začneš pisati. A imaš ti mogoče kaj tazga pri sebi ali mogoče nek drug razlog? Recimo, nikoli se ne bom spravila pisati zjutraj. In tudi, če me lovi kakšen rok, jaz bom raje naredila prejšnji večer, kot da se prisilim zjutraj, ker vem, da ne bo čisto popolnoma nič dobrega nastalo iz tega. Se usedem, spijem kavo ali pa čajček, lepo laptop pred sabo, pa sam začnem. Pri pisanju je tudi pomembno okolje. Okolje je na nekatere bolj vpliva tako, kjer je živahno, kar je sicer po moje bolj poredko. Še vsem mislim, da večina nekako potrebuje tisti določen svoj mer. Ne vem, jaz vem, da sem osebno tak, da imam rajš mogoče malo več miru ali pa neko ozadje, ki ni toliko moteče. Kako je to pri tebi? Na srečo smo v 21. stoletju, pa poznamo zelo veliko orodij, ki nam lahko pri tem pomagajo. Zdaj, nekateri uživajo v glasbi in jim to zelo pomaga pri pisanju. Jaz osebno tega ne morem. Čim večja tišina oziroma čim bolj monotoni zvoki, ki se ponavljajo, da ne rabim razmišljati o tem, kar slišim. Tako da imam tudi zelo veliko aplikacij, ki jih uporabljam, zato primeri so Lightroom, Darkroom pa Writer. To so bomo dali kar linke. Bomo dali linke. To so v bistvu programi, ki zavzamejo cel ekran in poskrbijo za pisanje brez distrakcij. No. Ja, jaz imam tudi recimo zelo rad glasbo neko, tako, pri kateri mi ni treba toliko razmišljati. Obstajajo pa tudi aplikacije, kar imam tudi zelo rad, recimo prav browser-based, se pravi, da so v vašem brskalniku, nekatere so tudi za telefon. Dve izmed takih sta Noisly, ta druga je pa, kako je to druga? Druga je pa A Soft Murmur. Tako da bomo dali tudi linke, kaj lahko narediš s tem dvema, je, da si daš v ozadje, naprimer, kamin, kako gori, pa ne slika, ampak dejansko zvok, mogoče ozadje kavarne, veter, kako piha, valovi, morje, dež. Vse te neki zvoki, ki so v ozadju in ki ne bi načeloma zbudili tudi ne nazadnje kreativnost, produktivnost. Mene vem, da zvok nevihte zelo nekako spravlja v produktivnost. No, tudi ta zvok je na teh dveh aplikacijah, Super. To vem. Super. Okay. Recimo, da sem zdaj nekaj napisal, da imamo zdaj končan nek produkt, toliko sem se že spravil v to, da sem nekaj naredil. Kaj pa pol? Kaj so pol neki naslednji koraki? Zelo pomembno je, da smo pozorni na čutila naših bralcev. Torej, ko opisuješ stvari, uporabljaj čim več čutil. Ne bomo rekli recimo pica margarita, ker kdo bo to jedel, ne, pač dolgočasno. Najbolj, da opišeš recimo testo, ki je bilo vzhajano 3 dni v naši kleti in zelišča iz domačega vrta, italijanski paradižniki, zmešani z domačo mozzarelo in tako dalje. Človeku se bojo potem kar zacedile sline in si bo sliko naredil in mislim, si bo želel te pice, ne, takoj. Ja, ljudje dostikrat mislimo, da so naše odločitve racionalne, resnica pa je taka, da je večino naših odločitev zelo emocionalnih oziroma čustvenih. In kar je zanimivo, kar kažejo tudi raziskave, da bolj, ko je na kocki, bolj kot je pomembna naša odločitev, bolj so naše odločitve emocionalne. Čeprav bi mislili obratno, da takrat več pogledamo številk pa to. Ampak v resnici so vse tiste številke, ki jih gledamo, samo racionalizacija neke čustvene odločitve, ki smo jo pravzaprav že sprejeli. Celo nekateri znanstveniki pravijo, da odločitve sprejmemo v delčku sekunde in da vse ostalo, kar se pol dogaja, je samo racionalizacija tega. Okay. Zdaj imamo tekst, zdaj pa res že napisan. Potem je pa verjetno smiselno, da nekoga tudi malo vprašamo, kaj si on misli o tem. Jaz bi predlagala, da najprej besedilo, ki si ga napisal, prebereš na glas. Enkrat, dvakrat. Zelo večkrat slišimo napake, ki smo jih napisali, če na besedilo nekdo govori ali pa
ga sami na glas povemo. Drugače, kar slišimo v glavi, pa kar potem slišijo ušesa. Tako, torej, potem, ko popraviš te napake, pa priporočam, da daš nekomu, daš prijatelju, daš nekomu, ki spada v ciljno skupino bralcev, da ti najlažje pove, če česa ne razume, da lahko to dopolniš. Ja, mogoče tudi takrat, ko boš enkrat prebral, boš tudi videl, da mogoče lahko še neko dodatno zadevo noter dodaš, mogoče nisi kaj dovolj dobro argumentiral. Kaj mogoče tudi prej nisva toliko na začetku izpostavila je, da ko se lotiš zadeve pisanja, pa mogoče naletiš na nek writer's block, da je fajn tudi takrat mogoče malo raziskati, da dobiš dodatne ideje, ker mogoče področje še bi lahko še kaj več vedel o njem, oziroma ga še bolj spoznal in takrat je fajn, da greš zadeve tudi mogoče dodatno raziskati, si narediti nek plan in tako naprej, se nekako vsega ostalega okoli okvirja lotiti, preden res zagrabiš noter za samo jedro. Ja, definitivno preveri svoje dejstva, preden greš nekaj napisati, ne? Lahko pa tudi iz svojih izkušenj izhajaš, če ne gre glih o nekih stvarih, ki so se nujno zgodile in nujno držijo, v bistvu najlažje dosežemo bralca, če pišemo po svojih izkušnjah. Ok, gotovo imaš na vse, kar so danes povedali, kakšen komentar, kakšen predlog, mogoče svoj pogled na to, kako postati boljši tekstopisec. Z Gajo bova zelo vesela, če nama to napišeš spodaj v komentar. Mislim, da so danes kar v redu pokrila. Bi ti še kaj dodala za konec? Mogoče sva eno stvar pozabila. Okay. In sicer manjca temu prav Kill Your Darlings. Okay. Jaz moram to omeniti, ker se mi zdi zelo pomemben. In sicer velikokrat se zgodi, da imamo eno idejo, mogoče neka besedna fraza ali pa zaključek, ki nam je zelo všeč in smo zelo skoraj navezani na njega. Navezani na njega, ga nujno moramo imeti noter. Meni se to fulkrat zgodi, da imam potem zelo težavo, ko ugotovim, da to nekako ne paše v cel članek, imam zelo težavo ga spustiti in zbrisati, ampak včasih je tako najboljše. Ja, vedno je treba, zato pa preverjamo nekako odziv tudi drugih, ker mogoče si mi malo drugače predstavljamo kot večina, tako da ja, takrat je treba odrezati tudi tisto, kar nam je najdražje. Zdaj pa res, smo prišli do konca, še enkrat poziv za vprašanja, komentarje tukaj spodaj. Zakaj je bilo to prva oddaja? Mislim, da si se kar dobro odrezala, tako da verjamem, da te gledalci že pričakujejo v prihodnjih oddajah. Hvala, ker si bil z nami in pa se vidimo naslednjič. Why be